Hvala lepa vsem zbranim. Euroskills je evropsko tekmovanje, na katerem mladi iz različnih držav tekmujejo v spretnostih in poklicnih veščinah. Mladi talenti pokažejo svoje znanje na področjih, kot so tehnologija, obrt, oblikovanje in storitve. Slowskills predstavlja nacionalno izvedbo tega tekmovanja, kjer se najboljši dijaki in študenti preizkušajo v različnih poklicnih disciplinah, krepijo svoje veščine in gradijo most med izobraževanjem in industrijo. Kakšne priložnosti pravzaprav ponujata obe tekmovanji, nam bo med drugim predstavil direktor Centra za poklicno izobraževanje, gospod Aleksander Sladojevič. Lep pozdrav vsem skupaj, še v imenu Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in najprej zahvala skupnosti višjih šol za možnost predstavitve tekmovanj v poklicnih spretnostih na današnjem posvetu. Kot že rečeno, bom danes v duhu Evropskega leta spretnosti predstavil eno izmed številnih aktivnosti, ki jih na CPU imamo in na katero smo zelo ponosni, in to je tekmovanje Euroskills. Če se ozremo v današnji čas, ugotovimo, da se nahajamo v obdobju pomanjkanja kadrov in s to problematiko se različne države soočajo seveda na različne načine. Če pa pogledamo nekoliko nazaj po zgodovini, hitro lahko ugotovimo, da se nismo prvič znašli v taki situaciji. Ta isti problem je na evropskih tleh in tudi širše prinesla druga svetovna vojna in z njim so se seveda države različno soočale, vedno več pa je bilo takih, ki so kot eno izmed potencialnih rešitev videle tudi v tekmovanju v poklicnih spretnostih, s pomočjo katerih bi mlade usmerjali v tiste poklice, ki so bili takrat potrebni za obnovo oziroma za gradnjo Evrope po vojni. In tako je leta 1950 nastalo prvo tekmovanje v poklicnih spretnostih, ki sta ga organizirali Portugalska in Španija. In ker je to tekmovanje bilo zelo uspešno in zelo odmevno, so se tej iniciativi kasneje pridružile tudi druge evropske države, ideja pa se je začela hitro širiti tudi izven meja Evrope in v 2 desetletjih je nastala organizacija WorldSkills International, ki je leta 1970 organizirala tudi prvo tekmovanje v poklicnih spretnostih na svetovni ravni in to tekmovanje je bilo organizirano v Tokiju na Japonskem. Ker pa ima seveda Evropa svoje potrebe, svoje standarde, svoje specifike, se je začela tudi porajati ideja o tem, da bi imeli tudi v Evropi svoje tekmovanje in leta 2008 je bila ustanovljena organizacija WorldSkills Europe in še istega leta je bilo organizirano prvo evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih z naslovom Euroskills. In s ponosom lahko povemo, da se je Slovenija tej organizaciji pridružila že takoj na začetku in bila del tudi prvega tekmovanja, ki je bilo izvedeno na Nizozemskem v Rotterdamu. Euroskills je evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih za mlade, ki so stari med 18 in 25 let. Na njem se tekmuje v več kot 40 različnih poklicnih panogah. In panoge so razporejene tako, kot jih lahko vidite tukaj gor. Imamo gradbeništvo in gradbeno tehnologijo, proizvodnjo in inženirsko tehnologijo, ustvarjalne umetnosti in moda, storitvena industrija, IKT in pa promet in logistika. Tekmovanje je zamišljeno tako, da se na njem prikažejo in izpostavijo spretnosti v obliki opravljanja neke praktične naloge, ki ima zelo visoke cilje in zelo visoko zastavljene standarde. Praktične naloge so dolge nekje med 14 do maksimalno 18 ur, kar pomeni, da ena taka naloga traje 3 dni, to je pa ravno toliko, kolikor tekmovanje Euroskills traje. Gre res za en edinstven dogodek, ki je eden največjih dogodkov oziroma verjetno največji dogodek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi in ki seveda privabi veliko število obiskovalcev. Pozitivni učinki takega dogodka pa so številni. Predvsem ima dogodek zelo velik učinek na tekmovalce, ki nastopajo na teh tekmovanjih. Da sploh lahko pridejo do nastopa na takem tekmovanju, pa morajo maksimalno izpopolniti svoje spretnosti in se maksimalno profesionalizirati.
To je za njih res edinstvena priložnost, da si pridobijo izjemno izkušnjo, ki pa jim bo kasneje v življenju prinesla lahko res veliko konkurenčno prednost na trgu dela. Hkrati je to odlična priložnost tudi za izobraževalce in njihove izobraževalne sisteme, saj na takih tekmovanjih se srečujejo z najnovejšimi izobraževalnimi trendi in novimi tehnologijami v gospodarstvu. World Skills Europe je organizacija, ki trenutno združuje 32 držav, kar pomeni, da se na takem dogodku zberejo predstavniki vseh teh držav in na enem mestu preživijo 3, 4, tudi 5 dni skupaj in se pogovarjajo o primerih dobrih praks v drugih državah, torej to je odlična priložnost za mreženje, vzpostavitev novih mednarodnih sodelovanj, partnerstev in pa seveda prenosa znanja. Tako kot sem že prej omenil, ima tekmovanje zelo visoke standarde in ocenjevanje poteka po že vnaprej natančno opredeljenih in transparentnih kriterijih. Izobraževalci, ki so del tega tekmovanja, lahko te standarde seveda prenesejo tudi v svoje delovne okolje in jih uporabijo pri izvajanju in ocenjevanju praktičnega dela pouka. To je tudi izjemna priložnost za delodajalce. Delodajalci lahko nastopajo v vlogi sponzorjev, lahko so tudi pripravljalci delovnih nalog ali pa tako imenovani workshop menedžeri, torej osebe, ki upravljajo in nadzirajo izvedbo samega tekmovanja v neki panogi. Na tem tekmovanju seveda pridejo v stik tudi z izjemnimi talenti in tej talenti so seveda lahko tudi njihovi bodoči zaposleni in zakaj ne, tudi nosilci razvoja v njihovih podjetjih v bodoče. To tekmovanje je torej, lahko rečemo, res en odličen primer povezovanja med izobraževanjem in med trgom dela oziroma gospodarstvom. Tako kot sem rekel prej, tekmovanje poteka 3 dni in res je na ogromnih površinah in privabi tudi številne obiskovalce. Mi smo imeli že primere takega tekmovanja, na katerem je bilo več kot 100.000 obiskovalcev. In tukaj gre večinoma za mlade, ki so recimo temu še v tej fazi življenja, ko se odločajo, kaj bi sploh v življenju radi počeli. In eno tako tekmovanje je za njih lahko odlična priložnost, da vidijo te mlade, talentirane tekmovalce, kako oni določene naloge izvajajo in da se tudi za neke poklice navdušijo. Seveda na tem tekmovanju tej mladi tekmujejo, udeleženci jih seveda gledajo in naša izkušnja je nekako taka, da se mladi obiskovalci iz tega tekmovanja vrnejo precej navdušeni, mnogi od njih pa najdejo v takem tekmovanju tudi navdih za svojo nadaljnjo karierno pot. Torej, tako tekmovanje je res, namen takega tekmovanja je promocija odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in pa seveda informiranje javnosti. Tudi v Sloveniji smo že kar nekaj časa nazaj prepoznali, da imajo taka tekmovanja lahko številne prednosti in tudi sami smo začeli z organizacijo teh tekmovanj na nacionalni ravni. Prvo tekmovanje smo organizirali leta 2010 in ga takrat poimenovali Olimpijada poklicev in to tekmovanje je bilo razpršeno po celotni Sloveniji in se odvijalo v okviru šolskih dogodkov. Realno promocijski efekt takrat ni bil željen oziroma ni bil največji, ampak je bila to res ena odlična osnova, na kateri smo gradili vsa nadaljnja tekmovanja. Ves ta čas smo namreč imeli idejo, da bi tudi mi organizirali tekmovanje po zgledu Euroskillsa na nacionalni ravni, ki bi bilo seveda prilagojeno našim potrebam. In to nam je tudi uspelo in sicer prvič leta 2018, ko smo na enem mestu organizirali tekmovanje v 8 poklicih. Potekalo je v okviru sejma Informativa v Ljubljani in takrat smo to tekmovanje tudi uradno poimenovali Slovenija Skills. Ideja je bila tudi, da bi ga poimenovali krajše Slow Skills. Nad to idejo smo bili recimo temu vsi navdušeni in ko smo jo povedali partnerjem iz tujine v sklopu enega srečanja, so bili tudi oni navdušeni, ampak ko so oni v angleščini to izgovorili, je prišlo ven Slow Skills. In hitro smo dobili to negativno konotacijo in smo se odločili, da ostanemo pri prvotnem poimenovanju Slovenija Skills. Zadnje tekmovanje je bilo izvedeno septembra lani na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in to je bilo prvič, da smo tako tekmovanje premaknili iz nekega izobraževalnega dogodka, kot je to bil sejem Informativa, na en dogodek, kjer smo lahko bili bliže delodajalcem oziroma gospodarstvu. Tekmovanje je potekalo takrat v 10 panogah in zmagovalci posamezne panoge so seveda pridobili vstopnico za udeležbo na evropskem tekmovanju in lahko rečemo, da smo takrat dobili pravcato slovensko reprezentanco v poklicnih spretnostih, ki nas je zastopala na evropskem tekmovanju.
Med samo izvedbo domačega in evropskega tekmovanja je pa 1 leto časa. To leto je namenjeno intenzivni pripravi naših tekmovalcev, saj na tem tekmovanju ne želimo zgolj nastopati, ampak se želimo boriti tudi za odličja. Bi pa kljub temu rad poudaril tukaj na tem mestu, da je naš prvotni namen, da tem našim mladim tekmovalcem zagotovimo eno edinstveno izkušnjo, ki jim bo omogočila ne samo karierno, ampak tudi osebno rast in zaradi tega na njih ne pritiskamo z nekimi rezultatskimi zahtevami, kot pa se to dogaja recimo v nekaterih drugih državah, tudi tukaj blizu v naši soseščini. Se pa seveda borimo in smo veseli vsakega odličja, ki ga osvojimo, vsake medalje. CPI pripravi tekmovalcev nameni res veliko pozornosti. Za njih smo razvili poseben koncept priprav, ki vključuje različna in zelo široka področja. Najpomembnejše so seveda strokovne priprave, ki jih mladi opravijo z mentorji. Mladi imajo 1 leto časa, da 1 na 1 delajo s svojimi mentorji in v povprečju v tem letu naredijo nekje med 300 in 400 ur dela z mentorji. Mentori so običajno pedagoški delavci, ki poleg svojega rednega dela opravijo tudi te priprave in brez veze ponavljati, ampak tekmovalec že v tej fazi pridobi eno veliko konkurenčno prednost pred svojimi sovrstniki. Poleg dela z mentorji tekmovalcem omogočamo tudi dodatne strokovne priprave. Tukaj bi rad dal recimo primer tekmovalca v strežbi, ki ga lahko vidite tukaj gor, ki se je udeležil tečaja oziroma usposabljanja za someljeja 1. stopnje, ga tudi uspešno zaključil in pridobil certifikat. Tečaj seveda ni bil samo dobra popotnica za tekmovanje, ampak tudi za nadaljnjo poklicno pot. Prej sem rekel, da tekmovanje poteka 3 dni. Vse te 3 dni morajo biti tej mladi izjemno koncentrirani, saj je konkurenca, predvsem pa pritisk na tovrstnem tekmovanju zelo velik. Hkrati pa je vsak tekmovalec po pravilih lahko udeleženec na takem tekmovanju samo enkrat, kar pomeni, da morajo tekmovalci to priložnost izkoristiti z obemi rokami in dati vse od sebe, kajti samo enkrat imajo pravico nastopa tukaj. In zaradi vsega navedenega smo se odločili, da v priprave naših tekmovalcev vključimo tudi psihološke priprave. Te ponavadi trajajo več dni in z njimi naše tekmovalce opremimo z nekimi mehkimi veščinami, kot so obvladovanje stresa, obvladovanje časa, kreativno razmišljanje in podobno. In tudi tukaj lahko rečemo, da so te spretnosti take, da jim po eni strani pomagajo za nastop na tekmovanju, po drugi strani pa jim bojo pomagale tudi v življenju. Za njih organiziramo tudi team buildinge. Če na hitro pogledamo panoge oziroma profile naših tekmovalcev, hitro ugotovimo, da so si zelo različni tako na osebnostnem kot tudi na profesionalnem nivoju. In ravno taka druženja, kot so team buildingi, nam omogočajo, da med njimi vzpostavimo nek sproščen odnos in timski duh, ki pa je ključen za doseganje dobrih rezultatov na takih tekmovanjih. Glede na to, da mlade v fazi priprav opremimo s tako različnim naborom spretnosti, sklop zaključimo z usposabljanjem za vodenje kariere, kjer se spoznajo s tem, kako se obnašati na trgu dela in kako vse to znanje, ki so ga pridobili, ustrezno zapisati, da ga bodo potem lahko tudi izkoristili. Kot ste lahko slišali, za naše mlade tekmovalce poskrbimo res celovito. Ker pa tekmovanje Euroskills poteka v tujini, jih spodbujamo, da se kakega od nacionalnih tekmovanj tukaj v naši soseščini ali pa tudi širše lahko tudi sami udeležijo in si iz prve roke tudi kot obiskovalci pogledajo, kaj jih čaka. Obstaja pa sicer tudi možnost, da se prek sredstev iz Erasmus Plus sklada teh tekmovanj udeležijo kot gostujoči tekmovalci, torej da so izven konkurence, se ne borijo za odličja, ampak lahko pridobijo res eno tekmovalno izkušnjo, ki jim bo potem na tekmovanju prišla še kako prav. Izkušnja zadnjega tekmovanja je še dokaj sveža, odvijalo se je od 5. do 9. septembra v Gdansku na Poljskem. Na njem je tekmovalo nekaj manj kot 600 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 različnih držav v 43 različnih poklicih. Naša ekipa se je odlično odrezala. Tukaj na prosojnici lahko vidite panoge, v katerih smo tekmovali. Nažalost, bi pač na tej prosojnici morala biti tudi mehatronika, ampak smo morali
zaradi zdravstvenih težav udeležbo našega tekmovalca v zadnjem momentu odpovedati, tako da smo tekmovali v teh 9 kategorijah letos. In pogled na slajd nam kaže, kako dobri in uspešni smo bili. Iz Poljske smo s seboj prinesli 5 medalj, in sicer 1 bronasto v cvetličarstvu in 4 medalje za odličnost v strežbi, kamnoseštvu, IKT in pa slikopleskarstvu. Medaljo za odličnost pridobijo tisti, ki pokažejo neko nadpovprečno znanje in v tekmovalni nalogi osvojijo vsaj 700 od možnih 800 točk, kolikor jih tekmovalna naloga ima. In tukaj bi želel poudariti, da je bilo povprečje točk, ki smo jih osvojili kot ekipa v letošnjem letu prek 700, natančneje 701, kar pomeni, da bi si kot država zaslužili medaljo za odličnost, če bi ta kategorija obstajala. Žal ne obstaja, ampak na ta dosežek smo lahko res zelo ponosni. Na tem mestu bi rad poudaril še en pomemben vidik. V slikopleskarstvu in v kamnoseštvu sta našo državo letos predstavljali 2 tekmovalki. To tekmovanje je zelo pomembno in en pomemben vidik, ki ga tako tekmovanje ima, je tudi ta, da nam omogoča neko razbijanje nekih stereotipov, ki jih imamo. To tekmovanje je tudi lep primer, ki nam lahko pokaže, da se tudi ženske odlično znajdejo v teh, recimo temu, tradicionalno oziroma tipično moških poklicih. Torej vse, kar ste danes slišali in veliko večje tekmovanje Euroskills. Euroskills je poln ponosa, čustev, pozitivne energije, lepih zgodb, ampak tudi manj lepih zgodb, ker pričakovanja tekmovalcev so kar velika, medalje so pa samo 3, ne? Tako da tudi manj lepe zgodbe so tukaj noter. Mladi, ki na takem tekmovanju nastopajo, so samo uresničeni, povezani med seboj, zelo močni in to tekmovanje je tudi en velik vrtiljak čustev, ki jih tukaj na slikah za mano lahko tudi vidite. Zdaj pa, ker pač video pove več kot sama slika, bi vas prosil, če lahko predvajate video z letošnjega tekmovanja, da vsaj malo podoživite to atmosfero, ki se je dogajala na Poljskem.
kaj je največji generacijski prenos premoženja? To ni del prezentacije. Upam, da ste ob gledanju tega videa vsaj malo občutili, kakšna je bila atmosfera na samem tekmovanju, kako navdušenje in evforija vladata. Jaz sem letos pač imel to srečo, da sem bil na tekmovanju prisoten in človek ima občutek, da se nahaja, ne vem, na neki Euroviziji poklicev. Koncept spominja kar precej na to Eurovizijo. Mogoče le še ena zanimivost tukaj. Kot ste lahko videli na posnetku, je naša delegacija bila oblečena v posebej za to priložnost pripravljena oblačila oziroma uniforme, ki so, če se ne motim, plod dizajna ene bivše tekmovalke na takem tekmovanju. Kot motiv je pa bil uporabljen vzorec iz belokranjskih pisanic. Svojo današnjo predstavitev bi zaključil zahvalo ravnateljem in ravnateljicam, ki že vrsto let sodelujejo pri teh aktivnostih. Zahvala, da motivirajo dijake, da se takih tekmovanj udeležujejo in podpirajo svoje pedagoške delavce, da aktivno sodelujejo pri izvajanju tekmovanj in pripravah na Euroskills. Tako skupaj z nami skrbijo za promocijo odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Predvsem pa velika zahvala Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki nam v okviru različnih projektov sploh omogoča izvedbo vseh teh aktivnosti. V preteklosti smo te aktivnosti izvajali s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, trenutno so pa temu namenjena sredstva projekta spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti, ki je financiran s pomočjo sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Za konec pa bi vas rad še povabil na naslednje tekmovanje Slovenia Skills, ki bo potekalo septembra naslednje leto v Celju in bo največje do sedaj. Na njem bomo tekmovali na njem bo potekalo tekmovanje v 12 poklicih, mogoče še kakšen več, tako da vljudno vabljeni, da se tega tekmovanja udeležite in tudi sami na lastno roko prepričate, kaj eno tako tekmovanje pomeni. Tako da hvala za vašo pozornost, vkolikor bi pa želeli kakršnokoli informacijo, so naši kontakti tukaj, mogoče. Ja, lahko študenti, seveda, med 18 in 25 letom, ja. Tako. Toliko z moje strani. Hvala lepa.